Spoštovani gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni iz vsebine oddaje Otroški živžav v Bistriškem gradu. Tudi krajani Šmartnega na Pohorju odločno proti vetrnim elektrarnam. Predavanje Ljuba Polesa o pomembnih socialnih kompetencah. Nogometaši Bistrice izgubili proti Tolminu. Košarkarji Bistrice premagali Konjičane. Poraz odbojkaric Bistrice proti Zrečam. Prejšnjo soboto je društvo Brusnica v sklopu Tedna otroka organizirala Otroški živžav. Teden otroka je v prvi vrsti namenjen najmlajšim. Organizirajo se razne delavnice, aktivnosti in zabavna druženja. Na grajskem dvorišču v Slovenski Bistrici so otroci ustvarjali izdelke iz gline, jedli palačinke in se zabavali. Izbrali so si lahko razne poslikave in obiskali lutkovno predstavo. Društvo Brusnica Slovenska Bistrica tradicionalno organizira prireditev Otroški živžav, ki ga v bistvu organiziramo v času trajanja Tedna otroka oziroma v tej okolici in so pa aktivnosti za otroke, ustvarjalne delavnice, delavnice z glino, poslikave, peka palačink, lutkovna predstava in tako dalje. Se pravi, aktivnosti za najmlajše, da se zamotijo, da se imajo fajn in tako naprej. Tudi krajani Šmartnega na Pohorju odločno nasprotujejo postavitvi vetrnih elektrarn na Pohorju. Tako so soglasno odločili na nedeljskem zboru krajanov v prostorih osnovne šole na Šmartnem. Uvodoma so besedo dobili predstavniki investitorja podjetja Energija na veter. Projekt vetrnih elektrarn Slovenska Bistrica je predstavila Jana Habjan, poročilo o vplivih na okolje za vetrne elektrarne Alenka Markun, študijo vpliva na podzemne vode Jože Janeš, študijo hrupa pa dr. Gorazd Lipnik. V imenu civilne iniciative za Pohorje brez vetrnih elektrarn sta spregovorila magistra Lea Ornik in Uroš Petek. Zbrane sta nagovorila tudi podžupan občine Slovenska Bistrica Modest Motaln in direktor komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek. Po daljši in živahni razpravi so krajani soglasno sklenili, da odločno nasprotujejo postavitvi vetrnih elektrarn na Pohorju. Naj na začetku povem, da je zbor krajanov bil sklican na mojo pobudo ob hkratni podpori celega sveta krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju. Namen samega zbora je jasen, da predstavimo, da seznanimo ljudi s projektom, s problematiko na tem našem območju in da jim damo možnost, da podajo svoja mnenja. Danes je bilo slišano, kaj krajani so povedali in na koncu povem, da je bilo tudi v krajevni skupnosti Šmartno na Pohorju odločeno z večino oziroma lahko rečemo kar soglasno, da tudi krajani krajevne skupnosti Šmartno odločno nasprotujejo postavitvi vetrnih elektrarn na našem območju.
Kot sem na samem zboru že tudi krajanom obljubila in še tukaj povem, da se bom kot predsednica zavzemala za krajane in da bom upoštevala njihova mnenja in sprejete sklepe, ki bodo tudi posredovani Svetu krajevne skupnosti Šmartno, občini Slovenska Bistrica, tudi vladi Republike Slovenije in pa na pristojna ministrstva. Želim, da se bi krajani vseeno, glede na to, da je pri nas tema res vroča, da se ne bi razdvojili in da bi vseeno delovali kot dobra povezana skupnost v naši občini. Na Pohorju že nekaj časa vre. Le kdo nam vetrnice tu postavlja? Vrh Pohorja, prijatelji, to ne gre, da kapital nam Pohorja objavlja. Živali, gozdni mir in čisti zrak, drevesa, ptice, voda, komu mar? Tu zdaj bo stal betonski vrtiljač. Si mislijo trgovci z novci, nar. Vlagatelji, iz tega ne bo nič. Čeprav denarjev kup se vam nasmiha. Politika naj ve, da bo hudič, če veter pohorski zares zapiha. Zato, gospodje, tamkaj v Ljubljani, od Pohorja zelenega V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so minuli ponedeljek gostili predavanje z naslovom Pomembne kompetence za uspešno graditev medsebojnih odnosov. Predaval je Ljubo Poles. Med drugim je spregovoril tudi o internetu. Mi živimo v času interneta, internet je doživel ekspanzijo, pa zdaj že dobrih 20 let nazaj, ne? In je prinesel marsikaj dobrega. Marsikaj dobrega, ne? Na koncu koncev lahko se pogovarjamo z nekom, v tem trenutku z nekom na drugem koncu sveta. Lahko prihajamo hitro do raznih informacij, mislim, ogromno je dobrih stvari, ampak je prinesel tudi marsikaj slabega, ne? Jaz sem tako pozoren, ko se sprehajam okoli in rad opazujem, ne? In marsikdaj vidim recimo za isto mizo, nekje v kafiču ali kaj takega, ljudi, ne, družbica, ne? In kaj družbica počne? Vsi drkajo po internetu, ne? Surfajo po smartfonu, ne? In oni se sploh ne družijo. Edino, kar se družijo, je, da vsake toliko en drugemu pokaže, in gremo naprej, ne? Torej, in ljudje se predajamo nekemu virtualnemu svetu in ne živimo več v realnem svetu. In potem ta internet nam je prinesel tudi razne influencerje, ne, ki jim sledijo tisoče, če ne milijoni ljudi. Ne. In ti influencerji, ne, torej vplivneži, ne, vplivajo na razne načine na ljudi, ne, ampak ponavadi vplivajo na take negativne načine. Sebe kažejo v najlepši možni luči, pa evo, kako si jaz lahko vse to prvoščim, pa kako sem lepa, evo 17 lepotnih operacij sem poštimala, pa tako dalje. In to gledajo tudi druge mlade punce, ne? In si ustvarjajo svet, svoj svet in ga ponotranjajo tudi v skladu s temi predstavami. In potem so lahko samo še bolj zafrustrirane, ne? Ker si iščejo ideale in najdejo ideale v takih ljudeh, ki pa so daleč. Nogometaši Tolmina so v 13. krogu druge slovenske nogometne lige v Slovenski Bistrici z 1:0 premagali domačo Ketemi Impol Bistrico. Nogometaši Tolmina, novinci v novi sezoni med drugoligaši, so se v mestu Aluminija predstavili v dobri luči, ali drugače izkoristili so nemoč gostiteljev ter povsem zasluženo domov odnesli 3 prvenstvene točke. Predzadnja ekipa po točkovnem izkupičku do te tekme je za zmago v Slovenski Bistrici z 1:0 zadela v 68. minuti. V polno je zadel Ralf Kerebin, ki je v igro vstopil z rezervne klopi. Da pa so varovanci trenerja Simona Dvoršaka dobili samo en gol, gre zasluga vratarju Župiču, ki je takole v 80. minuti ubranil strel Nejca Močnika. Bila je zelo težka tekma. Vedeli smo, da bodo težki pogoji, težko igrišče, veter, sonce, vse je bilo, te naravni dejavniki so bili res problem, ampak bila je težka tekma z obeh strani, imeli smo priložnosti imeti, tako kot tudi oni,
ampak na koncu mislim, da smo vseeno mi dali tisti nekaj več, da smo si zaslužili to zmago in te 3 točke tukaj. No. Nemoč domače vrste izkazuje tudi podatek, da so naredili veliko preveč prekrškov, ki so bili kaznovani z rumenimi kartoni. Prav največ so jih naredili na Nejcu Močniku. Mislim, da so bili celo 4 rumeni kartoni in pač s tem pridobiš na času, pridobiš žogo na njihovi polovici in pač bomo probali tako delati naprej. Gostitelji so v tekmi imeli tudi priložnosti, vendar so te ostale neizkoriščene prav v zaključni fazi strela proti golu gostov. Pa tudi udarci iz kotov, prostih strelov in predložkov niso našli željenega cilja. Malo je tudi kriv veter, nezbranost, ne vem, mešanica vsega. No. Nismo bili pravi. Sicer na igrišču prvi polčas se mi je zdelo, da smo prevladovali, tudi drugi polčas smo prevladovali, ampak nas je ta gol presekal in nismo imeli več priključka. V igri Bistričanov se je poznal tudi izostanek zadnjega moža obrambe Lana Vidmara, ki je počival zaradi 4 prejetih kartonov iz prejšnjih tekem. Definitivno, on je naš kapetan, njegova odsotnost se pozna. Je toliko izkušen, da neko samozavest v obrambni liniji, tudi vezni napadalci si več upajo zaradi tega, ampak mislim, da to ni bil danes izgovor za naš poraz. Bistričani so res izgubili 3 prvenstvene točke, ki jih bo res težko nadoknaditi do konca prvenstva. Poraz, ki boli, pa lahko tudi hitro prinese zasuk na bolje in to že v naslednjih prvenstvenih obračunih. Pač nogomet je včasih da, včasih te nekaj vzame. Danes nas ni nagradilo, mogoče si nismo niti zaslužili, ampak mi bomo dali glave gor, šli dalje, pa v naslednji tekmi poskušali prinesti domov 3 točke. No. Košarkarji Bistrice so v 3. krogu 3. slovenske košarkarske lige v domači dvorani igrali sosedski obračun proti Slovenskim Konjicam. Po 40 minutah je bilo na koncu 72 proti 62 za Bistričane. Bistriška športna dvorana je postregla tudi košarkarski tekmi s sosedskim obračunom, kajti proti mladi poletni ekipi Slovenske Bistrice so nasproti stali košarkarji Slovenskih Konjic. Odlična kemija med varovanci trenerja Uroša Drevenška je dala zanesljivo zmago domače ekipe 72 proti 62. Vedeli smo, da je Konjica dobra ekipa, da imajo dobre igralce in smo vedeli, da bo težek boj. Če bomo nadaljevali v tem ritmu, bo super in na čim več zmag. Domači strateg je med samo tekmo veliko menjal, tako da gostje niso našli odgovora na spremembo igralcev med igro pod košarkarskimi obroči. Moram priznati, da smo jih malo podcenjevali na začetku, pa ja, ni bil naš dan. Enostavno zicerji smo, mimo smo jih metali, proste mete smo ogromno zgrešili. Prvo četrtino tekme so gostitelji v beli športni opravi dobili z 20 proti 17. V drugih 10 minutah igre so domači po zaslugi Mahmutoviča vodili 32 proti 21. Nato pa so Konjičani naredili delni izid 9 proti 0 in približali na 2 točki zaostanka, bilo je 30 proti 32. Da je polčas za 9 točk prednosti pripadel Bistričanom, gre zasluga Vida Hrovata, ki je v odločilnih trenutkih zadel za 40 proti 31. V 5. minuti drugega polčasa je s trojko Lamešič približal na 43 proti 50. Tadej Viher pa je točke prispeval z linije prostih metov. Po 3 četrtinah je bilo 13 točk prednosti za gostitelje. V zadnji četrtini je odlično odigral Jaka Holešek. Dobro smo odprli tekmo, potem pa smo to držali, kar smo tudi ponosni na to. Vsako tekmo smo tudi v drugi polčas smo padali, ampak danes nam je uspelo, smo stopili skupaj, močno stopili in odigrali do konca. Kot ekipa smo se dvigali iz tekme v tekmo, končno smo tudi prišli do domače zmage, zdaj pa samo močno naprej, pa še pa več zmag. Odbojkarce iz Slovenske Bistrice so v uvodnem krogu v bistriški športni dvorani gostile ekipo Zreč in izgubile z rezultatom 3 proti 1. V sosedskem obračunu med Bistrico in Zrečami so številni gledalci, ki so prišli na tekmo, videli 4 odigrane nize. Tako kot vedno je imel tudi ta obračun poseben naboj, ki ga lahko pričarajo sosedski derbiji. Vsakeč, ko imamo z Bistrico, imamo ful smo nahajpane, v bistvu ne vemo, kaj pričakovati, ali bo to lahek obračun ali težek in vedno imamo ful veliko borbo in željo in hvala Bogu, da nam je danes uspelo. Srečanje v športni dvorani v Slovenski Bistrici so s 3 proti 1 dobile igralke iz Zreč. Po posameznih nizih pa je bilo
Prvega so s 25-22 dobile gostiteljice, preostale 3 pa so sebi v prid obrnile Zrečanke. Drugega so si priigrale v podaljšani igri niza 28-26, tretjega pa so zaključile 25-14. V četrtem odločilnem pa je bilo 25-22. Zagotovo nam je dalo še večjo spodbudo za naprej, tako da ciljamo na še več zmag. Veliko nas je novih prišlo gor, pa še nismo tako igrane, ampak meni se zdi, da znamo boljše igrati, pa naslednja tekma, meni se zdi, da bo ful boljša, kot je bila danes. V prvem uvodnem nizu je v začetku bolje kazalo sosedom iz Reč, kajti povedle so 10-6 in vse niti igre držale v svojih rokah. Na kar sta v domači ekipi v polju dobro odigrale Kristanova in Libero Čebanškova, ki sta poskrbeli za izenačenje na 16-16. V končnici je dobro servirala Sagadinova, ki je tudi za 24. in 25. točko odlično zaključila na mreži in to za vodstvo svoje ekipe z 1-0. Za odlične bloke pa je poskrbela Evelina Škornik. V prvem setu smo pač se res borile, pol drugem setu osebno jaz sem tudi malo padla, pa tudi mene so padle, ampak meni se zdi, na naslednji tekmi bomo pač se bolj držale gor, pa mi kar znamo se držati tudi gor, ampak danes pač ni bilo tako. V drugem nizu, ki je šel v podaljšek, so večino tekme vodile gostje, nato pa so Rožancova iz 3 zaporednih servisov poravnala na 19-19 in še nato na 21-21. Kristanova je izenačila še na 25. točki, nato pa so izkušene gostje niz dokončale na 28. točki in poravnale v tekmi 1-1. Ponavadi pri nas je tako, da končnica gre malo bolj na knap, če lahko tako rečem, ampak potem smo se pač pobrale in smo si pač rekli, da proti Bistrici pa ne bomo, ne? In nekako smo pol uspela, še posebej pol v tretjem nizu, ko smo ful lepo začele, tako da smo ponosni na našo igro. V tretjem nizu so si varovanke trenerja Marka Pongračiča priigrale samo 14 točk, nato pa vse stavile četrti že odločilni niz. Kljub temu so igralke v beli športni opravi po zaslugi dobrega servisa Škornikove vodile že s 13-9. Rajhova pa je poskrbela za 15. točko niza 15-11. Zaključek niza pa so dobile gostje in posledično tudi zmago v Slovenski Bistrici.